Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Pred nami je prva nedeljska tekma 14. kroga prve lige Telemach. V Sežani smo, kot ste že lahko ugotovili tudi tekom studija, je kar precej vetrovno, ampak lepo sončno vreme in pred nami je zagotovo zelo zanimiva tekma. Tabor iz Sežane. Žoga potem nazaj, pa še ena podaja. Modrinski je dobil skok. No, zdaj je domiselno do zaključka Dukure, Grobry. Daleč od gola seveda ne more biti nevaren. Milec je hitro izvedel avt, Vrhovec. Tole je priložnost, Modrinski strelja in žoga mimo vrat. Prva nevarna situacija pred vrati Jana Koprivca. Alvir bo, kot kaže, ujel žogo. Kronavetra, nevarna podaja v sredino. Tam potem Kronaveter do zaključnega strela s škaricami, ampak na pravem mestu Jan Koprivec ni bilo. Ja, dobra žoga in velika priložnost za Maribor. Dobro ga poznajo pri Taboru, ni pa zdaj prekrška. Maribor gre v protinapad. Alvir je v kazenskem prostoru. Alvir preigrava, ali lahko pride do strela. Alvir do strela, Vratnica! Vratnica rešuje domače, ni še konec nevarnosti. Modrinski po 13 krogih. Zdaj pa Stančič, tisti, ki je prišel do žoge, izkoristil napako Mitrovića. Dino Stančič, Bongongi, ali lahko Bongongi zaključi? Bongongi mimo vrat, vsekakor najlepša priložnost. Tabor se je obranil, vendar le za kratko. Padel je zdaj Modrinski in tole bo najstrožja kazen za Mariborčane. 11 metrovka za Maribor. Ognjen Modrinski je bil tisti, ki se je znašel na tleh. Rok Kronaveter je takoj prijel žogo. Poglejmo si v tem ponovljenem posnetku. Tule je Alvir prišel do žoge. Prejel še rumeni karton, točno ura igre je za nami. Kronaveter ima priložnost za zadetek in zelo zanesljivo Kronaveter. Gol za Mariborčane, 61. minuta. Vijoličasti torej prihajajo do vodstva. Kronaveter pa je tule udaril na polno, razveselil Viole, nekaj pirotehnike zdaj, ne morem reči ob robu igrišča, pač pa ob robu stadiona oziroma na meji stadiona. Samo upamo lahko, da ne bo kakšna bakla poletela na zelenico. Odbil je Makumbu, ampak samo na kratko. Mauretič v kazenski prostor, tole je zdaj lahko nevarno. Žoga pred vrata, ampak kot kaže tudi prepovedan položaj. Ja, tako je, ob meni je še domači trener, gospod Kosič. Če začneva zadnje strani, zadnjih 10, morda 5 minut, je Tabor močno pritiskal in bil relativno blizu gola, a na koncu se nekako ni šlo. Kako bi vi povzeli celotno dogajanje na tekmi? Ja, mešane občutke imam, torej nismo gledali neko kvaliteten presežek z nobene strani. Mi smo dosti naivno to tekmo izgubili za tem 111 metrovko, ki jo ne bi bilo treba. Imeli smo neke situacije, vendar pa smo bili premalo kvalitetni, če samo nas gledam v teh rešitvah, in to se nam že zdaj nekaj tekem dogaja in s tem se moramo ukvarjati, da v bistvu da izkoristimo tisto, kar si priigramo oziroma bolj kvalitetno odigramo. Pred tekmo ste dejali, ne želim, da so dolga obdobja, ko se igralci vlečejo po igrišču. Koliko je bilo teh obdobij na tej tekmi? Saj to je mučno gledati, jaz ne vem. Zdaj, če sem realen, je bilo preveč tega. Fantom ne moramo očitati voljnega momenta, govorim za svojo ekipo, ne? Ampak ti za dobro tekmo rabiš obe ekipe, ki bosta energijo vlagala. No? To je bila taka, bi rekel, delovna tekma, po moji oceni ne preveč kvalitetna, govorim z naše strani. Lahko bi več iztržali, ampak se pravim, fantom nimam očitati voljnega momenta, kvaliteto pa moramo izboljšati in na tem moramo delati. Igrišče je delovalo relativno suho, je bilo to vaše navodilo, da se ga ne zalije? Kakšno vprašanje je to, lepo vas prosim? Da je žoga počasnejša. Seveda, mi bi radi trenirali po hitrem igrišču, ampak veter je, vidite, da niso bili pogoji dobri. Bomo pa zalivalce vprašali, zakaj niso zalili. Oziroma, mislim, da je bil studio ravno tam, kjer se ne sme zalivati, če sem prav razumel. Da ne zmočimo gospodov tam. Samo tole še, en teden imate do nove domače tekme. Radomlje, verjetno kar zelo pomembna tekma z vašega vidika. Ja, mi smo bili ambiciozni, želeli smo se za vrh.
boriti. Lahko rečem, da vse te tekme, kjer nismo bili rezultatsko uspešni, nasprotniki niso nadigrali tudi danes. Je temu tako. Zdaj pa prihajajo tekme, kjer bomo mogli tudi rezultatsko. Danes lahko to zapakiramo, da rezultat proti Mariboru ni neka sramota izgubiti, ne? Ampak si želimo več in bolj in verjamem, da nam bo tudi nogometni moment v naslednjih kolih bolj naklonjen, ker smo imeli celo vrsto nekih, bi rekel, stvari, ki nam niso šle na roko, od nekih sodniških odločitev do naših stvari, ki smo si jih priigrali, pa jih nismo uspeli izkoristiti. Ja, ob meni je Erik Salkič, kapetan domače ekipe. Erik, predvsem na koncu drugega polčasa ste se močno trudili doseči zadetek, ampak tudi tokrat, že na 4. tekmi v tem krogu je bil rezultat 0-1, torej zmaga za goste, minimalna zmaga. Kako ste videli vi tole tekmo? Ja, čvrsta tekma od začetka. Jaz mislim, da se nam zdaj že par tekem ponavljajo stvari, da praktično iz ene napake prejmemo gol, ki odloči celo tekmo, kot se je zgodilo tudi danes, ne glede na to, da smo poskušali do konca. Praktično nismo uspeli doseči tega gola in gosti zasluženo zmagali. A se vam zdi, da je danes obramba Maribora delovala tako čvrsto, da ni šlo skozi obrambo? Nekako ste prišli do 16-metrskega prostora, na to pa se je nekako ustavilo pri vas. Ja, priigramo si neke pol priložnosti, prijemo do 16-metrskega prostora, mogoče za boljšo zadnjo podajo oziroma malo boljšo idejo na koncu bi lahko dosegli kaj več. Nisem nam šlo, jaz mislim, da moramo to popraviti do naslednjih tekmov, da bomo uspešnejši.